sam Joc Pečečnik, samo da najdem tole, njegovo izjavo, poglejte, je v radijski oddaji Kulturna panorama 4. aprila letos pred nedavnim jasno povedal, da ga prenova spomenika ne zanima. Citiram, projekt v izvirni obliki je lahko spomenik, ne more pa biti projekt, ki bo v naslednjih 50 letih skrbel sam zase. V spomenike mi ne investiramo. Spomenike imajo čez cerkve, države v svetu, inštituti. Konec navedka. Torej, vprašamo se na podlagi te izjave dve logični stvari. In sicer, prvič, zakaj se je Joc Pečečnik sploh odločil za nakup stadiona, ki je imel že v času nakupa, se pravi leta 2007, status kulturne dediščine. Za kulturno dediščino pa vemo, da velja, da so posegi v materijo vedno omejeni s kulturno-varstvenimi pogoji. To je prvo logično vprašanje. In drugo, zakaj se projekt Bežigrajskega športnega parka javnosti ves čas in dosledno predstavlja kot projekt za prenovo Plečnikovega štadiona. Danes smo jasno pokazali in dokazali, da to ni prenova, da to ni obnova štadiona, ampak da je to novogradnja. To je nekaj povsem drugega. 5% ohranitve izvirnika, originala ne more biti nekaj, če mora rečeš prenova. In vse tisto lahko še enkrat naštejem, da najdem, kaj se bo tam nahajalo, zato da bo javnost, ki nas posluša, vedela. 77-metrski nebotičnik, tri poslovni objekti na zelenici severno od stadionske obzidja, tribune z dvoetažnimi VIP ložami, izvedba pomične strehe nad igriščem, dvorane za športno plezanje, plezalna stena bo visoka za 5 podzemnih etaž, fitness in aerobika, hotel s 180 sobami, zelo z več sobami, kot jih ima Interkontinental na Bavarskem dvoru, 2 hotelska apartmaja s po 355 kvadratnimi metri za popolnoma z nekimi prestižnimi luksuzna varianta, ne bom niti več naštevala, kaj vse tam bo noter, 2 recepcije za poslovni in hotelski del stolpnice, zdravstveni center, restauracije s teraso, večnamenske VIP dvorane, plesne dvorane, igralnice za otroke, gradnja bo segala 5 etaž oziroma 20 metrov v globino, celo motocross naj bi se tam izvajal in tako naprej. In to vse na območju Plečnikovega štadiona. To je neka povsem druga zgodba, kot si jo je zamislil veliki arhitekt.